v novem vlogu. Midva sva danes mislila iti do Olimpije, smo tle dosti blizu že parkirani. In lepo bi se šlo, ker danes je Olimpija zastonj vstop, ker je nek ne vem kakšen njihov dan monumentov. Ampak nama je vreme malo prekrižalo načrte, tako da bova verjetno danes mogla še tukaj ostati, pa jutri kar lepo stopnino plačati. Sicer dežuje tako po kakšnem mesecu, tako da so po eni strani kar vesela, ker je vmes bil saharski pesek in kemper ne bi mogel biti bolj ustran in prašen. Tako da upava, da ga bo zdaj tale dež malo sprav. Ampak ja, škoda pa, da glih docno, ko bi lahko zastonj čez prišla. Spet sije sonce, tako da smo na poti v Olimpijo, imamo samo enih 10 km, tako da že komaj čakamo. Ja, pa gremo pa naprej proti morju, oziroma na sever bolj. Smo se ogledali Olimpijo, da je bilo kar zanimivo. V bistvu je to zdaj en kup ruševin, prav nekih ohranjenih stavb več ni. Poln stadion je tudi kar zanimiv, čeprav me je mogoče malo razočaral, ker sem pričakovala orem stadion, sedišči. V bistvu pa ni bilo sedišče, ampak je bilo samo pač pobočje travnato, kjer so sedeli. Je pa sprejelo 45.000 ljudi. Drugače sva si pa pol tudi malo prebrala o tem v brošuri in začelo se je, v bistvu zgradili so prvo središče leta, oziroma v 10. stoletju pred našim štetjem in je bilo ves čas to tako pomembno kulturno, versko pa športno središče vse do, mislim, da začetka 5. stoletja našega štetja, se pravi 1500 let kasneje. Je bilo pa tudi zelo pomembno to, zato ker je Grčijo povezovali z kolonijami v Mediteranu pa okrog Črnega morja. Od 10. stoletja naprej so drugače potem zgradili še dosti stavb noter so dodali, ker pač so vedno več stvari rabili v tem središču. Je pa zelo pomembno to, da se v 8. stoletju so začeli tukaj prirejati olimpijske igre, ki so bile seveda posvečene Zeusu, tako kot cel ta tempelj oziroma središče. No in so jih prirejali vsake 4 leta takrat naprej, trajale so kar 12 stoletij. Lahko so pa na njih sodelovali samo čisto krvni Grki, moški, ženski niso smele niti gledati iger v živo. In zmagovalec je imel pač veliko čast, da je dobil eno vejico oljke, ki je rasla zraven templja od Zeusa, ki je tudi tukaj. In ta vejica je pač predstavljala res največja čast, ker jo lahko Grk doživel, dobil za njega, za državo, za njegovo družino in tega ni smel zamenjati niti za denar, niti za kakršnokoli politično pozicijo. Ja, je bila pa ta vejica drugače v krono zvita. Ja, da so krone s to vejico. Ja. Tako da ja, no, kar težko se v bistvu predstavljati, da je vse dejansko to bilo res, pa ni to samo iz nekih filmov, pa nekih, kakor smo vajeni. Tukaj smo zelo zadovoljni, da smo uspela tole videti.
je bila spet ena dolga peščena plaža po dolgem času, tako da je Šnof kar uživala, ki smo šli zjutraj na sprehod in po vodi tekala in lovila žogico, tako da mislim, da se ne pritožuje. Pa vidva sva tudi uživala. Ja, vidva tudi, ja. Oziroma Šnof se pritožuje verjetno samo zato, ker gremo naprej, ne se že peljemo, tako da smo rekli adijo tej plaži. Glihkar smo se vrnili z prehoda, tako da to je to za ta vlog, pa se vidimo v naslednjem. Ja,